Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz našega studia. Znova se bomo pogovarjali s predstavnikom iz Splošne bolnišnice Murska Sobota. Tokrat je naš gost predstojnik očesnega oddelka Mitja Šterman. Pozdravljeni. Dober dan. Očesni oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota je pred kratkim praznoval 60 let delovanja. Najprej na kratko, kako ste zaznamovali to visoko obletnico? Ja, povabili smo bivše sodelavce, kolege iz Slovenije in pa seveda zainteresirano javnost iz naše regije. Predstavili smo zelo na kratko našo dejavnost in sicer na ta način, da smo hkrati predstavili tudi naše zdravnice in zdravnike. Vsak je predstavil eno področje, bi rekel ne toliko strokovno, bolj laično, tako da je bilo res namenjeno vsakomur. Ob tem se je pa tudi videlo, da je oddelek nekoliko mlajši, kot je bil še pred kratkim. Pa morda kakšen podatek ali informacije iz tistih začetkov pred 60 leti, kako se je pravzaprav ta oddelek oblikoval takrat? Ja, oddelek je, kot vam je gotovo znano, ustanovila primarij Lea Talani Pfeiffer, takrat nekje junija 1964. Oddelek je bil to po imenu, ampak tako kot si zdaj oddelke predstavljamo, bi seveda nam izgledalo nekoliko nenavadno. Imel je eno zdravnico, sestro, mislim, da še dva bolničarja. Vsa stvar se je začela res iz nič dobesedno, ampak z dosti volje je uspelo takrat gospe primarji zagotoviti prostore. Imeli so svojo operacijsko dvorano, ona je takrat začela z operacijami sive mrene in seveda postopoma se je vsa dejavnost širila. Do leta 1988, ko se je oddelek preselil v prostore nove kirurgije v Rakičanu, prej je bil tukaj v Soboti, v eni ločeni stavbi. Od takrat naprej je bilo cel kup sprememb še, zamenjalo se še kar nekaj predstojnic. Za njo je bila najprej dr. Alenka Trček. Zdaj seveda vsakomur bi lahko povedal marsikaj, ampak čisto na kratko, ona je takrat med drugim ustanovila glavkomski kabinet, torej ambulanto za zdravljenje glavkoma, te bolezni očesa z zvišanim očesnim tlakom. Njej je sledila primarij Vukanova, primarij Marija Rudolf Vukan. Njeno primarno delo je bila ortoptika in pleoptika in pa otroška ambulanta. Tudi potem je znana v teh prostorih in širše. Kasneje je vodenje prevzela dr. Vlasta Štrumbelj. To je bilo v tistih časih, ko je nekako izgledalo, da očesnega oddelka skoraj ni več treba. Hospitalizacije niso bile zaželene. Oftalmologija se je pa takrat ob predpostavki seveda, da uporablja novejše tehnologije, je takrat prehajala skoraj v celoti že na ambulantno delo. In takrat je dr. Štrumbljeva uvedla tukaj v Soboti novo metodo operacije sive mrene, ki je v resnici nam omogočila preživetje v tistem trenutku. Potem je bil predstojnik dr. Satar Bagri Zabehi. Njegovo primarno področje je bilo mrežnica, čeprav se je ukvarjal tudi z marsičim drugim. Takrat smo začeli tudi z lasersko terapijo mrežnice. Stvari so šle naprej. Zdaj 3 leta oddelek vodim jaz. Ne morem pokazati kakšnih velikih rezultatov, nismo uvedli še nič novega, pač pa smo zaposlili nekaj novih zdravnic in mislim, da je za naprej, to sem si zastavil za prvo nalogo, da se kadrovsko okrepimo, potem bo šlo pa vse ostalo lažje.
Kadrovska zasedba je pravzaprav nek predpogoj, da lahko nek oddelek kot je očesni Tako oddelek je. normalno deluje. Pogosto se pozablja, da marmor in drage naprave ne delajo same. In celo najlažje je dobiti eno ali drugo. Za zdravnika je pravzaprav, ko konča fakulteto, rabimo še, vsaj v naši stroki, več kot 5 let, da lahko začne samostojno delati. Če pa se mora usposabljati za posamezna specifična znanja, pa še toliko dlje. Se pravi, če planiramo upokojitev, je dobro 7-8 let pred tem imeti naslednika. Marsikdaj se je pa to zanemarjalo in zato je v resnici marsikje po Sloveniji luknja. Manjkajo vmes ljudje. Ne? Ampak pri vas trenutno, kot ste omenili, ste torej uspeli zaposliti nekaj novih zdravnic. Kdaj bodo torej te zdravnice oziroma sodelavci drugi tudi usposobljeni za samostojno delo? Določen del nalog seveda že opravljajo. To je jasno, tudi od prvega dne že nekaj in vsak mesec več. Ampak zaradi samega načina izobraževanja, torej specializacije, so velik del tega časa odsotne. Izobraževanje poteka na očesni kliniki, deloma na očesnem oddelku UKC Maribor in je praktično to največja ovira za nas. Ampak skozi to je treba iti in čez 2-3 leta bomo že na boljšem. S tem, da gotovo rabimo še več ljudi. Katere aktivnosti, katere operacije so recimo pri vas na vašem oddelku najbolj množične? Obstajata dve nekako res množični dejavnosti, mogoče 3. Eno je že omenjena operacija sive mrene. Tega delamo tudi v slovenskem merilu nesorazmerno mnogo. Tam okrog 1300 operacij letno je v zadnjih letih. Mogoče malenkost več jih naredi očesni oddelek v Mariboru, kljub temu, da jih je dosti več, ampak pri njih je delo bolj razpršeno. Mi poleg tega zelo dosti časa in seveda kadrovskih virov porabimo za zdravljenje mrežnice. Mrežnica se v degenerativne okvare mrežnice, torej rumene pege, se v zadnjih letih zdravijo z injekcijami bioloških zdravil. Sam postopek je relativno zamuden, preiskave na različnih aparatih, sledi aplikacija injekcije in pa v začetku kontrole enkrat mesečno s ponovnimi injekcijami. Kasneje te injekcije dajemo nekoliko bolj, poskušamo ta razmak podaljšati tudi v 3-4 mesece. Ampak seveda, lahko si predstavljate, če začnemo prvi mesec z določenim številom ljudi, naslednji mesec te iste gledamo, dobimo nove, nekako včasih se počutimo, kot da se na nas vali snežna krogla, ki se čedalje bolj povečuje. Tretja stvar je tudi relativno obsežna, ampak nekoliko lažje rešljiva. Zadnja leta obstaja preventivni program za diabetično retinopatijo. Poanta tega projekta je, da se vsi bolniki s sladkorno boleznijo pošljejo na očesni oddelek, kjer se opravi slikanje očesnega ozadja. Nekaj podatkov se zabeleži o njihovi terapiji, vidna ostrina. Potem pa to delo opravlja diplomirana medicinska sestra. Zdravnik pa kasneje na računalniku pregleda slike in oceni, ali je potrebno te paciente spremljati vsako leto enkrat ali pa je potrebno ukrepati prej. Tako da to so taki večji projekti. Poleg tega pa seveda tisto naše vsakodnevno delo. Vse poškodbe, vnetja, karkoli pride mimo, seveda pride v našo ambulanto. Zdravimo tudi seveda glavkomske bolnike,
zadnja leta tudi z laserji. Tako da oftalmologija je pravzaprav izredno raznolika. No. To je eden od razlogov, da sem se vključil v to. No. Hkrati pa vam verjetno, mislim, kot ste že dejali, dela zagotovo nikoli ne zmanjka. Tudi zato ne, ker smo priča vedno večjemu staranju prebivalstva, vedno več je starejših, vedno več je aktivnih starejših, ki verjetno hitreje potem tudi opazijo, da pa morda njihov vid ni več takšen, kot je bil še morda pred leti. V kolikšni meri to opažate sami? Ja, že same številke govorijo o tem. Pred 30 leti je bilo število operacij sive mrene na letni ravni pod 200. In ni bilo nekih čakalnih dob. Seveda, so bili gotovo ljudje, ki so bili doma slepi in niso šli nikamor. Izjemoma se še to tudi zdaj dogaja. To moramo vedeti, da če imajo spremljajoče bolezni ali pa enostavno zaradi straha nekateri ne grejo k zdravniku. Na vsak način pa je res, da je dosti več starejših. Poprečna starost je narasla in tako kot ste povedali, ja, tudi ljudje so nekoliko bolj zahtevni. Tisti, ki hoče voziti avto, seveda mora nekoliko boljše videti kot nekdo, ki sedi doma pod češnjo. Ne? V kolikšni meri opažate morebitno naraščanje težav z očesnimi boleznimi pri mlajših? Je kaj več kratkovidnosti? Koliko je to težava, torej težave z vidom tudi pri mlajših? Ja, kratkovidnost je skoraj neke vrste epidemija v tem zadnjem obdobju. Začelo se je nekje v Aziji, od začetka smo v Evropi še nekoliko nenavadno, začudeno gledali, ampak ja, zgleda, da so ekrani krivi za to. Seveda ne sevajo nič posebnega. Ne. Včasih kdo govori o sevanju ekranov, tega že dolgo ni. Gre enostavno zgleda za pomanjkanje naravne svetlobe in za to, da predolgo časa oči uperimo v kratke razdalje. Ali je to papir, ekran, pravzaprav niti ni pomembno. Ekrani so toliko bolj nevarni, ker je na njih vse. Papir, ja, knjige, časopise poznamo, ne? Ostalega pa na papirju ni. In zato takih obremenitev nekako ni bilo, dokler niso prišli še ekrani. Tako da se priporoča, ja, da bi se pri otrocih omejilo to dvoje. Čas z ekranom bi se naj zmanjšal in pa vsaj uro in pol na dan zunaj. Kdor ima otroke, ve, da je to dvoje težko doseči. Koliko pravzaprav zdaj ste že omenili, torej področje preventive ste ga omenili, koliko vam uspeva, da temu področju namenjate tudi pozornosti? Ja, s tem se največ ukvarja pri nas kolega Robič. Obstaja še nekaj metod, predpisujejo se posebna očalca, ki na nek način stimulirajo oko. Daje se kapljice za širjenje zenice v sicer bistveno nižjih dozah, kot jih sicer uporabljamo, ampak vse s tem namenom, da nekoliko zaustavimo kratkovidnost. Ne poznam pa točno številk, kakšni so učinki na to. Vrniva se nazaj k samemu zdravljenju, torej ko vendarle preventiva ni uspešna, morda pa pride do očesnih bolezni, do težav. V kolikšni meri se v zadnjih letih spreminjala tehnologija zdravljenja, same tehnologije, v kolikšni meri so najsodobnejše tehnologije prisotne tudi na vašem oddelku? Ja, pri teh posegih, ki jih mi upravljamo, sigurno uporabljamo najnovejšo tehnologijo. Seveda, tistih aparatov, ki jih nimamo, pa bi si jih želeli, potem tistih posegov ne upravljamo. Konkretno načrtujemo nabavo še enega laserja za zdravljenje glavkoma, ki konec koncev ni tako drag, ampak vsega se ne da enostavno naenkrat nabaviti. Kar se pa tiče recimo operacije sive mrene, ravno to, kar sem prej povedal, je bil prehod na novo tehnologijo, tisti, ki je povzročal
izredno skrajšanje hospitalizacije oziroma celo konec hospitalizacije. Preprosto povedano, rana ob operaciji je iz nekdanjih 15 mm se zmanjšala na 2 mm. Zapletov je zaradi tega seveda bistveno manj, ran praktično več ne šivamo. Tako da ta sprememba v tehnologiji je povzročila napredek, povzročila, da se tudi operacije lahko hitreje izvedejo. Včasih je trajala tipična operacija sive mrene 3/4 ure, zdaj je 10 minut ali pa manj, če gre za običajno sivo mreno, nekomplicirano. Seveda, za zmanjšanje te operativne rane je bil pa zaslužen aparat ultrazvok. Mi dejansko takrat smo začeli z ultrazvočno sondo drobiti lečo. Do takrat je bilo treba lečo v celoti odstraniti iz očesa, ker pa ima tak primer, kakršnega ima, je bilo treba rano temu prilagoditi. Zdaj zadošča ta drobna rana z ultrazvočno sondo in primer sonde je tisti. In pa mogoče kasneje še bolj opredeljuje velikost rane intraokularna leča, ki jo kasneje vstavimo. Jo vsaj kar nekaj zadnjih let, moram bi pogledati, kako dolgo je že to, jo ne vstavljamo več razprto, ampak zvito v aplikator in se razpre v očesu. To je cel kup malih tehnoloških napredkov, pravzaprav, ki skupaj prinesejo rezultat. In to pravzaprav na vsakem od teh področji lahko najdemo ali kakšno zdravilo, ki pomeni preboj, ali inštrument. V diagnostiki prav tako se dejansko vsako leto pojavi kakšna posodobljena tehnologija, tu pa tam pa kaj res čisto novega. Vse to torej prispeva k hitrejšemu, učinkovitejšemu zdravljenju, tudi z skrajšanjem ali pa celoti izločitvijo same hospitalizacije. Zagotovo pa je za to sledenje najsodobnejšim postopkom potrebna tudi izmenjava znanj, izkušenj. Kolikšni meri sodelujete z drugimi očesnimi centri po Sloveniji, pa tudi v tujini? Že tradicionalno sodelujemo z mariborskim očesnim oddelkom in pa z očesno kliniko v Ljubljani. Sodelujemo tudi z ostalimi regionalnimi centri po Sloveniji. Seveda pa nove stvari, eni in drugi, praviloma spoznavamo na kongresih, večinoma po Evropi. Nekaj kongresov je tudi v Sloveniji, ampak ti so seveda neprimerljivo manjši in so pogosto namenjeni temu, da razširimo nekaj, kar smo odkrili v tujini, še prav na vse naše kolege tukaj. Sodelujemo tudi znotraj organizacij, ki povezujejo recimo kirurge sive mrene in refrakcije, potem Združenje za mrežnico in pa Evropsko združenje oftalmologov. Znotraj vsake od teh organizacij so organizirani kongresi, tudi spletno izobraževanje je mogoče. Mogoče bi še omenil Ameriško akademijo za oftalmologijo, ki je pri njih največja organizacija. Vsaj v zadnjih letih nismo hodili v Ameriko na njihove kongrese, pač pa je njihova literatura dostopna po spletu in na papirju in je vsaj, kar se tiče izobraževanja in mladih specializantov in tudi nas, zelo kvalitetna. Vse to, kar so nekako skozi pogovor govorili, je nekako daje neko zagotovilo, torej od sodobnih tehnologij do novih postopkov, do ustrezne kadrovske zasedbe, do izobraževanj, povezave z drugimi strokovnimi združenji, daje neko zagotovilo, da so Pomurci in pa prebivalci širšega prostora deležni kvalitetne oskrbe pri očesnih boleznih. Ja, to je nujen pogoj, ni pa to še dovolj. Ta del funkcionira, treba je seveda prilagoditi tudi
naše prostore. Konec koncev, mi smo še vedno v prostorih, ki so bili narejeni leta 1988. Takrat sta bili predvideni 2 ambulanti in kabinet za kontaktne leče. Kasneje smo, mislim, da leta 2012, preselili še operacijsko dvorano v te prostore, tako da se je čakalnica zmanjšala na polovico. Ampak ker so operacije ambulantne, pomeni, da pravzaprav svojci čakajo na te operirance prav tako v tej čakalnici. Namesto 2 ambulant poteka delo praviloma v 4, včasih več, kar seveda, kdor gre mimo naše čakalnice, opazi. Včasih je gneča res neverjetna. Tako da dolgoročno bo sigurno treba na tem področju nekaj narediti. Prav zato, tako kot sva se prej pogovarjala, ker pričakujemo seveda še več ljudi, ki bodo rabili našo pomoč. Včasih smo imeli na 4. nadstropju en cel hodnik z sobami. Tam še uporabljamo nekaj sob, tam več prostora ne rabimo, to drži, ampak spodaj pa seveda, ker se težišče dela premaknilo zgoraj dol, je pa nekoliko napeto. Ja. Kje še poleg teh prostorskih izzivov vidite druge izzive v tem, ko načrtujete prihodnost očesnega oddelka? Ja, to je že znana zgodba. Nabava novih aparatov je vsaj v tem sistemu izredno komplicirana. Pravzaprav, ko se primerjam s kolegi, ki so koncesionarji, je pravzaprav težko gledati na kako enostaven način. Na kongresu vidijo nov aparat, se zmenijo ali pa rečejo celo tega, ki je tu na razstavi, kupim po znižani ceni, v redu. Ko je kongresa konec, 14 dni po tistem, je aparat pri njem in dela. Pri nas pripravljamo dokumentacijo mesece, pripravljamo javni razpis, zaposlenih je na tem cel kup strokovnjakov, pravniki, ekonomisti. Na koncu pa vlada za tisto leto zmanjša proračun in odpade to, kar smo prej pripravljali. Tako da take stvari niso prijetne, no? In mislim, da bi se jih dalo tudi kako drugače urediti. Torej, to je ta togost na nek način Tako. Javnega zdravstva, ki ovira potem tudi stroko. Ne? Seveda, ovira vse. Zbirokratizirano je in preveč togo. In na ta način ne bo šlo. Ampak zato so drugi, da to spremenijo. Vi ste torej predvsem za to strokovno področje, ker, kot ste dejali, delate vse, kar je v vaši moči, tudi z vašimi sodelavci, da bodo Pomurci in pa Pomurke imeli kvalitetno oskrbo pri očesnih boleznih. Tako je. Še morda za zaključek, kaj bo se dogajalo v prihodnje, o čem bo recimo govorila, ko bo naslednja okrogla obletnica očesnega oddelka? Aha. Ja, to bo nekje takrat, ko se bom pripravljal za upokojitev, računam. Moj cilj je pravzaprav tako kadrovsko opremiti oddelek, da me, ko bom upokojen, ne bo strah iti na pregled in da bom lahko tudi jaz pravzaprav oskrbljen tako, kot se spodobi. Jaz verjamem, da si to želijo tudi ostali. In če bom to dosegel v tem času, ne rabim nič drugega. Naj bo to dobra popotnica za zaključek najnega pogovora. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in vse povedano. Hvala lepa za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Na svidenje.